Spoštovani in dragi gledalci, v našem studiu televizije Exodus zopet gostimo sicer starega gosta in že kar našega sodelavca, patra Janeza Srako, in bova imela pogovor o nedavnem končanju službe monsignora Santos Abril y Costella, naslovnega nadškofa Tamade in slovenskega nuncija, ki je svojo službo končal v Sloveniji. Najprej bo kratek opis službe apostolskega nuncija, potem bomo pogledali intervju, ki smo ga imeli z njim, potem pa bova še s patrom Janezom pokomentirala njegovo stališče o naši televiziji, o slovenski cerkvi in aktualnosti, ki izhajajo tudi, njegova stališča izhajajo iz pogovora, ki smo ga posneli. Tako, dragi Janez, lepo pozdravljen. Vprašal bi te, da tudi gledalci in vsi mi bolj navadni ljudje razumemo, kaj je to služba nuncija, kdo je sploh nunci v posameznih državah in kakšne so njegove naloge, koga pravzaprav nunci predstavlja. Služba apostolskega nuncija v cerkvi je služba papeževega osebnega delegata v neki državi ali pa pri škofovskih konferencah, ki so v tisti državi. To se pravi, so dve službi, pa je kot diplomat, potem pa kot papežev delegat, ki ima vsa pooblastila svetega očeta za krajevne cerkve. Služba apostolskega nuncija se je začela že v prvi cerkvi, tako rekoč, ko je rimski škof pošiljal svoje odposlance v krajevne cerkve, ali da je sporočil, koga je imenoval za škofa, ali da je uredil v kakšni krajevni cerkvi kakšno zadevo, ali da se je v imenu papeža pogovarjal s krajevnimi oblastmi oziroma državnimi oblastmi, če je to bila tuja država. Tako da ta služba je stara, lahko rečemo, več kot 1600 let, 1700 let v cerkvi. V modernem času pa so nunci zmeraj bolj pridobivali na vplivu in ugledu iz dveh razlogov. Zaradi vpliva cerkve v posamezni državi in pa zaradi vpliva svetega očeta osebno oziroma papežke službe v vesoljni cerkvi, ker vatikanska diplomacija, kot jo danes imenujemo, je ne samo najstarejša, ampak tudi diplomacija, ki je najbolj usposobljena, kako oceniti stanje v posamezni državi oziroma kako predvidevati prihodnje dogodke. Tako da ta služba je večplastna. Vsak nuncij je zmeraj nadškof, to pomeni, da ima polnost svetega reda, enako kot papež, enako kot vsi nadškofi in kardinali. Kot papežev osebni odposlanec ima v zboru škofov najvišje dostojanstvo, tudi višje od kardinala. Tako recimo to se vidi, kadar nuncij maršuje recimo v Zagrebu, potem zagrebški nadškof kardinal somaršuje z njim. Mašo vodi nuncij, če pa mašo vodi kardinal, pa je nuncij pri maši, ne somaršuje. Se pravi, da s tem pokaže, da takrat ni v vlogi mašnika, polnosti duhovniške službe, ampak je pri maši kot papežev delegat in tudi po dostojanstvu na sprejemih je nuncij zmeraj prvi cerkveni dostojanstvenik, ki je prisoten.
tudi če so prisotni kardinali. To pomeni, da je njegovo mesto v cerkvi izjemno, ker je papežev opolnomočeni odposlanec za ključne državniške službe in pa ključne cerkvene službe, ker nuncijeva služba v krajevni cerkvi oziroma v škofovski konferenci, pri nas je to ena, v Braziliji je recimo 22 škofovskih konferenc, ki je to velika država, in je on se samo najavi, da pride na škofovsko konferenco in je že član škofovske konference. Se pravi, da je njegova prisotnost zmeraj kot prisotnost svetega očeta znotraj cerkve in je potem tudi papežev prvi svetovalec pri izbiranju in imenovanju škofov. Se pravi, da je sodelovanje pri izbiranju kandidatov škofovskih in pa pri svetovanju svetemu očetu, kdo bi naj po nuncijevem mnenju bil imenovan, da je to njegova najbolj pomembna služba, ker tako nunciji skupaj s svetim sedežem, se pravi s svetim očetom, z državnim tajništvom in pa s kongregacijo za škofe izbirajo škofovski zbor. Se pravi vse škofe, žive škofe, ki so v neki dobi živi. Danes je to okrog 4600 škofov. To pomeni, da sveti oče poprejšnjo imenuje enega škofa in pol na dan. Se pravi, da je to ogromno delo. Že proizvodnja škofov. Torej, se pravi, ja, ker to je zelo dolga procedura in dolgo preverjanje in tukaj ima nuncij ključno vlogo. Potem pa seveda ima tudi ključno vlogo pri posvetovanjih s škofi in pa s krajevnimi škofovskimi konferencami glede dušno-pastirskega delovanja cerkve. Torej, za nas bolj preproste ljudi bi lahko rekli, da je nuncij neke vrste veleposlanik, kot pri drugih državah, vendar še veliko več, kot vidimo, ne? Ima še posebno nalogo. On je formalno pravno veleposlanik pri državi. Pri državi, ja. Ima status diplomata, še več, ima status prvega diplomata. To sicer po Dunajski konvenciji, po napoleonskih vojnah, je bilo sklenjeno leta 1816, je bilo sklenjeno, da tam, kjer je apostolski nuncij prisoten, da je že s svojo prisotnostjo torej dekan diplomatskega zbora pri državi, pri kateri je v službi. Tukaj tudi sedaj naš nuncij, spet nuncij v Sloveniji, nadškof Abril i Castelio, tudi bil do sedaj dekan diplomatskega zbora v Sloveniji. Diplomatskega zbora pomeni, to je vseh diplomatov, ki so v Sloveniji, bil dekan. Dekan. Ali kaj to pomeni prvi med enakimi, ali kaj, ali on to vodil, ali je to kakšna? To je on vodi. Pa kdo je to priznal, to njegovo prvenstvo? Kdo priznava to prvenstvo? To je po tej konvenciji. Po tej konvenciji. In to prvenstvo je priznala tudi potem država gostiteljica, v tem primeru Republika Slovenija je to priznala in seveda vsi diplomati, vse države, ki imajo pri nas diplomatska predstavništva. Bodisi da so to diplomati, ki so v Sloveniji ali pa ki iz bližnjih prestolnic upravljajo diplomatsko poslanstvo v Sloveniji. Tudi za tiste je nuncij dekan. In to pomeni, da na uradnih srečanjih nuncij pozdravi državnega predsednika. Potem nuncij skliče posvete diplomatov v primeru velike krize, vojne, izjemnih posvetov. Potem on skliče posvete diplomatov tajne, ko je kakšna zadeva. In drugi diplomati se
potem tudi z njim posvetujejo o kakšni zadevi, ki je vezana na diplomatsko, torej na dekana diplomatskega zbora. Tako da v tem smislu je nuncijevo poslanstvo torej zelo upoštevano, recimo v laični Franciji, ko je bil tam nuncij pokojni Sražji blaženi papež 23. je on bil dekan diplomatskega zbora v Franciji in laične oblasti, se pravi ateistični predstavniki francoske vlade in predsedniki takrat so mu to dostojanstvo priznali. Se pravi, da je to nekaj, kar je svetovna diplomacija sprejela kot normo. Je pa tudi to res, da so nunciji to svojo službo zmeraj tudi upravičili s svojim delovanjem, potem pa tudi z vplivom, ki ga imajo. Če se vrnemo k našemu nunciju, ki je zdaj zapustil Slovenijo, kdo je pravzaprav on bil, odkot je nuncij Santos Abril y Castelló in kaj bi bilo še ob tem njegovi osebnosti in ob njegovih funkcijah še konkretno zanj, torej bilo zanimivo vedeti. Torej, po vrsti on je Španec iz škofije na severu Španije. Kot mlad duhovnik je prišel v službo na državno tajništvo. Potem je na začetku 3 leta bil v tako zvani diplomatski šoli, ki ima Vatikan v Rimu, to je Akademija Pontificia, to je na trgu, torej pri trgu Piazza Minerva. Tam imajo notranji pouk, se pravi se učijo diplomatskih manir, se pravi od obnašanja pri mizi do tega, kako sprejmeš predsednika države, kako se z njim pogovarjaš, kako sprejmeš kraljico, kakšne so znamenja priznanja dostojanstva in to se pravi, da so te, povemo, stvari diplomatskega bontona, ki so zelo komplicirane. To študirajo, potem vsi na Papeški akademiji končajo doktorat iz kanonskega prava, predvsem kar se tiče mednarodnih razsežnosti prava. Če kakšnemu uspe, konča potem tudi civilno pravo v mednarodno smer, tisti potem gredo v službo v mednarodne agencije in pa mednarodne ustanove od Združenih narodov. Sedež ima svoje predstavnike v Združenih narodih, potem pri OVSE, potem UNICEF-u, potem pri Evropski skupnosti, potem ima svojega predstavnika na Dunaju, v tej organizaciji za kontrolo jedrskega orožja. No, in potem pri drugih mednarodnih ustanovah, kot je recimo Evropska skupnost, kot so azijske države, kot je Zveza južnoameriških držav. Se pravi, to so mednarodne organizacije, kjer sedež ima svojega predstavnika in zato je potrebno izjemno poznavanje mednarodnega prava in pa vsega tega. Se pravi, končajo doktorat iz kanonskega in pa civilnega prava, potem gredo v službo na nunciature kot minutanti, to se pravi tisti, ki piše poročila za nuncija, na nunciaturi, ki je dela, ki potem nuncij pošle v Vatikan. No, potem druga stopnja je svetovalec nunciature, potem drugi svetovalec, oziroma prvi svetovalec, ne pa je drugi svetovalec, potem prvi svetovalec nunciature in potem pa
med tem časom menja več nunciatur in nekaj let pa dela tudi na državnem tajništvu v Rimu, da se popolnoma ali pa v dobrej meri seznani z vsem delom, ki ga bo pozneje upravljal kot nuncij. Torej, niso vsi člani, vsi kandidati za Papeško akademijo na postane nunciji. Recimo po enih podatkih bi naj osip zaradi težavnosti službe bil zelo velik, da komaj 50% vpisani na Papeško akademijo, potem ko so končali, ostane v tej službi. To je tako zahtevna služba, ker menjajo države, jezike, podnebje, zdravstvene izzive. Recimo gre iz Bangladeša, kjer je celo leto 98 gradov vlage, gre v Saharo, ne, ali pa v Moskvo, v sibirski mraz in drugam. No in potem, koliko morajo se tem naučijo jezike, da obvladajo vse nekaj jezikov. Naš nuncij v Sloveniji smo videli, da zelo dobro obvlada slovenščino, ker je bil prej nuncij v Beogradu. No, nadškof Castelio je postal nuncij nekako pred 20 leti, se pravi, ko je bil star 55 let, in je potem služboval v Beogradu. Potem, ko je bila velika finančna kriza v Argentini, se pravi, je potem bil tam in tam je njegov največji uspeh je bil ta diplomatski uspeh, da je prepričal argentinsko školsko konferenco in argentinsko ljudstvo, da ko je bila Argentina pred bankrotom, da so škofje nagovorili ljudstvo, da da zaupnico argentinski vladi glede spoštovanja zahtev finančnikov, kako rešiti finančno krizo. To je bila njegova ideja in njegova zasluga. Tako da je to izjemen uspeh tega papeškega odposlanca. In potem je prišel v Slovenijo, od tukaj je potem dokončno uredil vprašanje nunciature, ki se je nekako raztegnilo na 16 let pogajanj in pogovorov. No in to je zdaj končano. V kakšnem smislu nunciature, to glede prostora, kje je bivanje ali kakšne druga vprašanja glede nunciature? Torej, po tej Dunajski konvenciji je država, ki sprejme papeškega nuncija na svoje področje, se pravi svojo državo, je dolžna zagotoviti ekstrateritorijalni prostor, se pravi neko parcelo, jo izvzeti iz državnega imetja in dati na razpolago državi, ki pošilja veleposlanik, v tem primeru Svetemu sedežu. Sveti sedež pa isto potem našemu veleposlaniku, zdaj si govorimo za Slovenijo, potem isto omogoči v Rimu. Se pravi, teritorij plus stavbo, in to je dolžno zagotoviti po mednarodnem pravu. Tukaj zdaj potem lahko razne vlade potem tudi postavljajo kakšne pogoje, to je normalno. V Sloveniji pa je bilo malo nenormalno to, da je to trajalo neskončno dolgo, ne? Ker 16 let je pa letna doba, ki presega vse razumne pomisleke in ovire. No in on je zdaj v zadnjih letih, 7 letih ta proces speljal do konca s tem, da je zagotovil parcelo v Ljubljani in pa odkupil 2 hiši, kjer bo sedaj nova nunciatura. Ena hiša bo ostala taka, kot je, s tem, da bojo znotraj pouredili in tam bodo uradi nunciature.
Druga hiša, ki so kupili, pa bojo podrli in bodo zgradili novo, to pa hiša za bivanje za nuncija in potem stanovanje za gosta, nuncija, spet za nadškofe, škofe in pa za papeža, kada bi prišel v Slovenijo, ker po teh uspehih papeških potovanj po svetu, ki jih je vedel papež Jan Pavel II, se je Vatikan odločil, da bo v vsaki nunciaturi stanovanje za papeža iz logističnih razlogov. Spet, da je to najbolj enostavno, najcenejše, najbolj varno. Potem papež ima v nunciaturi tudi na razpolago kapelo, ki je v nunciaturi, in potem tudi vsa sredstva komuniciranja, ki ima Sveti sedež v vsaki nunciaturi, tako da so ti razlogi, največ pa gre zaradi varnosti in pa stroškov glede varnosti, so potem pripeljali do te odločitve, da sedaj v vsaki nunciaturi je posebej stanovanje za papeža. Recimo, ena stvar, ki je malo kdo ve, ampak v Sloveniji, ko je prišel papež Jan Pavel II leta 1996, je stanoval na škofiji, nadškof Šuštar, takrat pa je moral iz nadškofije stanovati nekam drugam, na župnijo. Da je potem papež stanoval v njegovem stanovanju tista 2 dni, da je prespal, ker prejšnji ni bilo nunciature in noben slovenski hotel v Ljubljani, prosto ni bil tako varen, oziroma ni tako odgovarjal varnostnim razlogom kot takrat škofija. No, in se morate misliti, da je nadškof moral dati svojo posteljo papežu, ne, in se izseliti. No, da do takih nenavadnih dogodkov ne je prihajalo, so potem v Vatikanu odločili, da naj bivalni del nunciature naj tudi predvideva možnost možnega papeževega obiska. To pomeni 2 sobi, spalne sobe, eno tako delovno sobo čez dan, koliko je pač papež na nunciaturi, da potem lahko tam biva v času obiska. Potem naslednja stvar, ki jo je ta nuncij izpeljal v Sloveniji, oziroma dokler je prišel v Slovenijo, je torej ureditev veliko stvari v Sloveniji. No, in da je res izjemen nuncij, je pa novica od predvčeraj, ko ga je papež Benedikt XVI imenoval za ali pa vicekamerlenga katoliške cerkve. Kamerlengo je v Vatikanu služba, ki jo opravlja ena od najstarejših kardinalov. To je služba, ki Kamerlengo v Vatikanu je predstojnik papeških bivalnih prostorov. In kadar papež umre, Kamerlengo skliče uradno komisijo, ki ugotovi papeževo smrt, se pravi, to sta 2 papeška zdravnika, potem predstojnik papeške hiše, Kamerlengo, potem papeževa osebna tajnika in pa potem še koga iz Vatikana. Ti ugotovijo papeževo smrt, napišejo zapisnik in Kamerlengo potem pošlje to poročilo kardinalu vikariju za rimsko škofijo, da v Rimu razglasi smrt rimskega škofa. In Kamerlengo potem naroči kardinalu vikariju, da naj potem dekan diplomatskega zbora obvesti vse kardinale po svetu in jih povabi v Rim na pogreb svetega očeta najprej in potem na pripravo konklava,
No, in Nunci je bil imenovan za podpredsednika ali pa vicekamerlenga te službe. Sedanji kamerlengo je kardinal Tarcisio Bertone in on pa bo sedaj upravljal to pomembno službo. To pomeni, da v primeru, da bi papež umrl in se kaj zgodi kardinalu Bertoneju, on v času do konklava vodi cerkev. Ja. To je sigurno zelo To je zelo pomembna. odgovorna služba in to pomeni, da mogoče ga bo celo imenoval za kardinala, papež na prihodnjem koncistoru, oziroma služba izjemnega zaupanja in pa izjemnega priznanja za upravljeno delo kot nuncija. Se pravi, titul pa ostane, on je do smrti apostolski nuncij. Torej, ob njegovem slovesu v Celjski stolnici smo imeli intervju z njim in bi sedaj predlagal, da bi si ta intervju pogledali, pa bomo potem nadaljevali naš pogovor o našem nunciju. Eccellenza signor Nunzio, lei è stato in Slovenia 7 anni abbondanti, prima è stato nunzio anche a Belgrado e conosce queste regioni qua. Secondo lei, dopo che ha osservato attentamente la crescita della fede nella Chiesa in Slovenia, quali erano o sono le sfide principali ora per la fede in Slovenia? Io credo che in tutta quest'area, e più concretamente in Slovenia, dopo un periodo che non è stato facile, durante il tempo che conosciamo passato, la Chiesa è uscita da quel momento difficile, direi con un grande prestigio, con un grande stima e rispetto da parte di tutti, da parte dei fedeli. Poi si è trovata logicamente con tutto questo secolarismo, che è una sfida tremendamente forte, non soltanto per la Slovenia, ma come il Santo Padre sta dicendo molto frequentemente, è una sfida oggi per la fede come tale in tutta Europa e in tutto il mondo. Credo che questo è molto importante e sarebbe da considerare molto seriamente che i nostri cristiani pensassero che, dato che hanno avuto un tempo nel quale sono stati, io direi perfino eroici, nel mantenere la propria fede, che adesso sappiano mantenere ancora questa fede e che questo secolarismo che sappiano giudicarlo in maniera critica, in maniera tale non da accettare tutto quello che viene offerto loro, ma di saperlo, saper discernere, di saper vivere in maniera tale che sia criticamente e che la fede continui ancora ad illuminare la loro vita, sia dal punto di vista strettamente religioso, come dire, anche nella convivenza sociale, anche nella vita di famiglia e nella società, sapendo trasmettere a questa società di oggi anche questi valori cristiani che, come dico, la Slovenia ha saputo vivere in maniera veramente esemplare. Lei ha seguito le risposte, anche i tentativi della Chiesa slovena come rispondere a queste sfide, ma poi come rappresentante pontificio ha intrapreso molte iniziative. Quali sono i punti salienti durante questi 7 anni che lei ha intrapreso in difesa della fede e poi anche come le decisioni strutturali, come aiutare la fede nel futuro? Credo che evidentemente una delle cose più importanti, forse la più importante, che sia stata, anche se le strutture tante volte non si possono dire che siano la parte essenziale, non sono la parte essenziale della Chiesa, però credo che era molto importante che anche le strutture della Chiesa fossero adeguate a quello che erano le nuove esigenze. Quando sono arrivato in Slovenia ho visto presto che i fedeli, anche i vescovi, sacerdoti, parlavano molto e desideravano poter avere anche i loro vescovi più vicini a loro, in maniera tale che ciò esigeva un cambio nelle strutture e perciò sono state create 3 nuove diocesi con una arcidiocesi nuova, il che ha permesso di poter fare 2 province ecclesiastiche, così che allora ci sono, diciamo, non tutto come prima, doveva praticamente passare da Lubiana in grandissima parte com'era, ma che soprattutto dal punto di vista ecclesiale che c'è l'unità la stessa che c'era prima e direi che si deve mantenere, questo è ovvio, però sapere che
ci sono anche queste strutture intermedie che possono aiutare molto, e credo che la creazione di queste 3 diocesi e della nuova arcidiocesi ha dato una maggiore vicinanza dei fedeli e dei sacerdoti ai loro vescovi, e questo credo che sta dando frutti molto molto positivi. Direi che questa sia la parte principale. Poi abbiamo continuato logicamente con il lavoro di cercare come meglio poter accompagnare i sacerdoti, come poter accompagnare meglio i seminaristi, perché il seminario è un'altra parte importantissima per il futuro di una Chiesa, le vocazioni, il lavoro delle vocazioni, e per sapere che continua ad essere importante oggi avere coloro che si consacrano al bene della Chiesa e che lavorano, che dedicano tutta la loro vita. È ancora oggi un ideale valido per i giovani, quello di poter dire vale la pena di dedicarsi a Dio e per amore di Dio dedicarsi al bene degli altri. Credo che tutte queste cose sono molto importanti. Il mondo religioso, l'aver seguito e seguire tutto il mondo religioso ha un ruolo enormemente importante nella Chiesa, sia le religiose sia i religiose, per poter aiutare proprio e dare un esempio di vita di consacrazione totale al Signore e anche al bene degli altri. Sono un magnifico testimonio per la Chiesa di oggi, e perciò credo che tutte queste sono un pochino le sfide e nello stesso tempo le ricchezze che abbiamo e che dobbiamo continuare a coltivare. Eccellenza, noi siamo della televisione Exodus, che è prima televisione ecclesiale. Quali auguri o quale missione lei pensa che questo ente mediatico dovrebbe svolgere nel futuro, e quale messaggio ha per i nostri spettatori e spettatrici? Dunque io direi che in genere, non soltanto così, qualsiasi mezzo di comunicazione sociale nella Chiesa ha un ruolo molto importante, nel senso che deve saper dare prima di tutto dare le informazioni con rispetto assoluto alla verità, all'obiettività delle cose, a non mai accettare di dire la menzogna sapendo che è una cosa vera, non dare informazioni che sono false, e saper aiutare anche coloro che ascoltano e che vedono la televisione a poter giudicare in maniera critica cose che magari che non vanno bene. Credo che questo è un grande servizio ed è molto necessario in tutti i paesi, non dico già soltanto nella Slovenia, che ci siano dei mezzi di comunicazione sociale, come tante volte lo hanno detto anche i papi in tanti dei documenti, affinché sia un servizio di educazione, non soltanto già di svago. Anche questo è un ruolo che è perfettamente legittimo, ammissibile, però una televisione non è soltanto per divertire, è anche per formare i fedeli, le persone, formarle non dico soltanto dal punto di vista religioso, anche dal punto di vista sociale, anche dal punto di vista della loro partecipazione nella società come elementi attivi, come elementi positivi per la società, e a volte anche di saper giudicare le cose con un criterio magari anche di saper distinguere e di aiutare gli altri a saper distinguere quello che è vero, quello che è conveniente, quello che sono valori, quelli che sono antivalori, che tante volte si pretendono di presentare come le cose buone e non sono delle cose. Credo che un magnifico scopo o ruolo che può avere una televisione e qualsiasi mezzo di comunicazione sociale. Io direi che una voce che sia veramente libera, che sia indipendente, credo che questo è molto importante in tutte le parti del mondo. Per i nostri telespettatori noi diamo nei nostri programmi molti aspetti e molti minuti, molto tempo alla preghiera. Per che cosa dovremo pregare insieme mediante la televisione? Io credo che è molto importante che si sappia pregare per le intenzioni ecclesiali, evidentemente, ma credo che è anche molto importante che non si dimentichi quella dimensione sociale nella quale la nostra fede si deve manifestare e deve poi anche aiutare a creare società migliori. Io credo che a tutti interessa sapere che ci sono molti problemi di giustizia che devono essere migliorati e che si deve combattere contro l'ingiustizia che tante volte osserviamo nella vita e aiutare pertanto a poter ristabilire la giustizia, la verità, la difesa di coloro che sono più poveri e aprire questa nostra Chiesa veramente alla dimensione del rispetto dei valori e dei diritti delle persone,
affinché tutti, uomini e donne, siamo tutti uguali di fronte a Dio, che possiamo essere uguali anche nelle nostre società. Eccellenza, mille grazie per questa intervista, tante buone cose, ogni bene nel futuro e ci dia una benedizione. Certamente, di gran cuore do una benedizione per tutta la Slovenia, in maniera tale che il Signore l'accompagnerò anche con la mia preghiera, perché il Signore ci mantenga su questa buona strada sempre. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Grazie di nuovo. Prego. Torej, spoštovani in dragi, sedaj smo pogledali ta intervju in bi nadaljevali z našim pogovorom o apostolski službi Santos Abrila i Kostelja, bivšega veleposlanika in nuncija v Sloveniji. Če sedaj, pater Janez, malo pokomentirava z našimi gledalkami in gledalci pogovor z apostolskim nuncijem, ki smo ga pravkar slišali, se ponuja prvi vtis, da zelo dobro pozna versko in teološko ter miselno stanje v jugovzhodni Evropi in tudi po vsem sekulariziranem svetu. Velja to nasplošno za vse apostolske nuncije, da so tako informirani ali pa le on, kako smo prej ugotavljali, le neke vrste izjema. Praviloma bi ne veljalo za vse nuncije, zato ker vsak nuncij nekaj časa prej ve, kam bo poslan, se pravi se lahko pripravi in potem tudi sama priprava na to službo je takšna, da mu olajša in je tudi pripravljen tako, da v kratkem času vstopi v bistvo dinamike in cerkve in družbe, v kateri ta cerkev živi oziroma kjer nuncij deluje. To pomeni, da so nunciji posebej izšolani na teološki ravni, potem na diplomatski ravni in potem na ravni presoje, katere silnice delujejo na nekem področju. No, in če vzamemo zdaj primer sedanjega nuncija v odhodu, on je bil poslan v Beograd, se pravi v času, ko je Jugoslavija že razpadla, ne, oziroma je bila vse Slovenija pa Hrvaška sta šle že stran, ostali del Jugoslavije takrat bil še skupaj in je to vprašanje bilo, se pravi vprašanje reševanja jugovzhodnega evropskega prostora ali pa vprašanje, ki se je kaj postavilo, ali naj Združene države in pa Rusija pustijo, da na jugovzhodno Evropo bolj konkretno in pa bolj odločno vstopi Evropska skupnost. In to je bilo takrat veliko diplomatsko vprašanje. Drugo veliko vprašanje pa je bilo vprašanje, kako oceniti vpliv islama v takratnem času in koliko smo lahko v Rimu, ko smo takrat v Rimu, zvedeli, je takrat presoja bila ta, da z verskega vidika, z islamskega vidika, po vojni v Bosni in potem, ko se je pokazalo v 5 letih vojne, da vojaška rešitev v Bosni ni mogoča in da bo Bosna ostala skupaj z 3 dejavniki, srbskim, muslimanskim pa hrvaškim, katoliškim, da je islamski svet že predtem se odločil, da težišče širjenja islama prestavi v Nemčijo. In dokaz za to je bil, da so glavni izvajalci napada na stolpnice v New Yorku prišli iz Nemčije. In da so v Nemčiji te islamske skupnosti bile logistična
logistična povemo, baza za širjenje islama v sami Nemčiji in pa v Franciji in pa prebujanje islama v Španiji in Angliji. Medtem ko je vprašanje muslimanov v Rusiji so prepustili za poznejši čas. Tako da je težišče vpliva islama v takratnem Beogradu v bistvu bilo pretirano. Spaj ocena srpske politike, da se bori za to, da evropsko področje obvaruje pred islamom, je bila napačna ocena oziroma je veljalo recimo tam do leta 1985 do 90. Takrat je bila še to varianta, da se bo islam širil iz Bosne v Evropo in dejstvo, da je danes še okrog 8000 mudžahedinov v Bosni deluje iz islamskih držav, to samo potrjuje. In pa, da so islamski svet, da je vložil ogromna sredstva za obnovo mošej v celotni Bosni in to so mošeje, ki imajo dvojni status. Mošeje kot last posameznih islamskih držav, to so velike mošeje v večjih mestih, ki imajo potem dvojno zaščito in državno in versko, in pa običajne mošeje kot kraje molitve za muslimane, tam, kjer so prejšnje bile porušene, ali pa so zgradili nove in zgradili nove, čisto na novo, ker so muslimani se okrepili v tem islamskem delu Bosne. No, in ta ocena je potem, to je potem nuncij verjetno poslal v Vatikan in tako da dejansko to je stvar presoje, politične modrosti, pa tudi neke bistrine uvida. In zgleda, da je on te stvari dobro videl in je potem pravilno svetoval in da je potem Vatikan potem lahko pravilno se odločal pri imenovanju škofov in pa pri drugačnih posegih v posameznih državah. Tipično, bi rekel, vprašanje za veleposlanika, za dogajanje v regiji in za neko oceno, ki jo potem pošlje recimo matični državi ali matičnemu vodstvu, v tem primeru Svetemu sedežu. Ampak recimo zanimivo, če smo že pri tem, to ocena nedvomno je potrebna in je aktualna danes, predvsem ne zaradi teh mirnih muslimanov, ampak zaradi tistih, ki to izkoriščajo in ki potem poskušajo z nekimi atentati in drugimi, bi rekel, načini uveljavljati svojo moč in svojo prisotnost. Nedvomno je pa to, da Bosno muslimani zasedajo in je to, bi rekel, prvo in edino ozemlje muslimansko v Evropi, in pa ga kar trdno držijo, tudi dejansko vsi mnogi fundamentalisti, kakor pravijo pač ljudje, da postajajo Bosanci bolj muslimani na nek način v pravem pomenu besede, da se držijo pravil. In pa nedvomno pa tudi Nemčija kot center in teh raznih svoboščin, ki jih imajo v Nemčiji in tudi številčno so Francija in Nemčija najmočnejši, pa Anglija tudi, ampak Nemčija je potem tudi en takšen center za nadaljno delovanje teh ekstremističnih skupin, kateri so pravzaprav nevarni. Vloga nuncija tukaj zdaj ključnega pomena, da pravilno oceni ali ekstremistične drže lahko pridejo iz muslimanskih vrst, recimo v Bosni, ali je pa to stopljeno od zunaj. Se pravi, tukaj zdaj on kot teolog, ki po primerjalnih kriterijih, kako je to katoliški cerkvi, kako je to pri drugi verstvi, kdaj se čut za absolutnost prevrže
v slepo prepričanje, ki vidi samo v nasilju možnost izpolnitve neke obljube. Ne, za bosanske muslimane lahko povemo, da so to muslimani zelo zmernega tipa, suniti, so bili zelo usmerjeni v Egipt in pa v Turčijo, kjer je islam precej še laiciziran. Te teroristične skupine v Bosni, to so predvsem mudžahedini, ki so prišli iz arabskih držav. In ti sedaj uvajajo te prostovoljce, pa bolj stroga merila za življenje po islamu. Koliko bo to zdaj potem dejansko postala nova kakovost islama v Bosni, to pa je treba oceniti. To je zdaj pa svoje presoje. In tukaj je vloga nuncija kot teologa, pa kot človeka, ki mora strokovno nekako predvideti globoko povezavo med verskim prepričanjem in pa družbeno dinamiko. In tu so potem njegova poročila in pa informacije za Sveti sedež ključnega pomena. Ne? In v tem smislu je on po eni strani opazoval laicizacijo pravoslavne Srbije, radikalizacijo islama v bivši Jugoslaviji, ne, in pa sekularizacijo katoliških predelov Jugoslavije na Hrvaškem pa Sloveniji. In tukaj je njegova izkušnja prav gotovo enkratna, takega pregleda, kot je imel ta nuncij, oziroma sploh nuncij v bivših jugoslovanskih republikah, ima malo kdo, in zato so ta stališča, pa mnenja, pa ocene, silno dragocene za Svetega očeta. Če še ostanemo pri Bosni, torej viri so navajali, da je sam Bin Laden bil osebno v Bosni in postavljal te mudžahedine in razne te vojaške formacije in jih tam opogumljal. Torej on osebno bi naj bil v Bosni. Me pa zanima eno vprašanje. Zdaj, če je ta naš nuncij v odhodu bil takšna kapaciteta, bi rekel, v poznavanju razmeri tudi v političnem smislu in pa smislu poznavanja, bi rekel, stanja, kako to, da je potem bil dan v eno tako majhno Slovenijo, 2-milijonsko, ali se tu tudi takšne zelo pomembne stvari dogajajo v Sloveniji, da je, bi rekel, tudi nuncij ene takšne kvalitete, ki je bil prej v Argentini in poznavalec situacije, Beograd, potem bil poslan v Slovenijo. Aktualizacija je bila tako, zahtevala enega takšnega izkušnega človeka, ali pa je to situacija sama? Je zahtevala je, ker je slovenska sekularizacija je svojstven pojav, fenomen v Evropi, ker cerkev na Slovenskem, to je Vnučij povedal na začetku pogovora, da je bila v preteklosti vzor pričevanja za evangelij. In da je on to stvar videl kot nekaj, kar je bilo izredno napadeno. Že pred drugo vojno, potem pa med drugo vojno in pa ves čas po drugi vojni. In da je to on spremljal, kako se je sovraštvo 20. stoletja do vernosti zlilo ali pa najbolj sprostilo prav v Sloveniji, kjer smo imeli največ smrtnih žrtev, največ pobojev, potem, kjer je izključitev cerkve iz javnega življenja bila najbolj radikalna,
veliko bolj kot na Hrvaškem. In pa kjer sovraštvo do cerkve danes je najbolj prisotno in tudi najbolj izrazito, tudi v javnosti. Ne? In njemu kot nunciju je ta stvar bila posebej prisotna in ga zelo skrbela in skrbi tudi svetega očeta v smislu, kaj se je zgodilo v slovenskem prostoru, da je nekoč, vemo, katoliška država postala tako sekularizirana, oziroma da je krščanska prvina tako izrinjena iz javnosti in pa iz tega družbenega dogajanja, ki je prisotno v medijih. Vendar ali ni to podobno po vsem svetu ali pa vse po vsej Evropi? Ne. Ni tako močno, bi rekel, na stranskem tiru na nek način cerkev kot po nas. Recimo vzajemo Francija kot laična država. Ne? Sarkozy je kot predsednik Francoske republike uradno član zbora kanonikov Svetega Janeza v Lateranu. To je že stoletja. So bili francoski kralji, kot kralji, ki so bili najbolj blizu Svetemu Sedežu, so bili potem člani zbora kanonikov pri Svetem Janezu v Lateranu. In ko je on prišel v Rim, Vatikan na obisk, prvo stvar, kaj je naredil, je pustil svojo drugo ženo doma. Ni pripeljal s seboj, iz spoštovanja do papeža. Sarkozy. Potem je imel magistralni govor, nekaj, kar je novost v državniških govorih, ko je uvedel razliko med laicizmom in pa laicističnostjo. Ena stvar je ločenost države od cerkve, druga stvar je pa zavestno izključevanje cerkve iz javnosti. To so dve stvari. In pa nas imamo ta najbolj radikalno obliko izključevanja cerkve iz javnosti. In to je veliko bolj ostro kot v Franciji, kjer je laicizem vlada. Ne? Od francoske revolucije dalje, ne? Se pravi dobrih 200 let. Prašje pa se to zgodilo v obdobju 60 let in to tako radikalno, da je naša cerkev, sedaj trenutno slovenska cerkev, veliko bolj izven družbe kot pa v Franciji po 200 leti. Tako da ta ocena je žal je tako. No in zato nunci v odgovoru rekel, ne, da je sekularizacija problem v Sloveniji in da bo naloga cerkve na Slovenskem najti eno formulo, kako krščanske vrednote ponovno vpeljati in vključiti v družbeno dogajanje. V tem smislu je ta prvi del, to se pravi odgovor na prvo vprašanje, silno pomemben, ker tudi če on tako pove zelo diplomatsko, nakaže, kako se je on kot nuncij tega izredno dobro zavedal in je dal tudi točne poudarke, kako vidi to v Sloveniji, kako je to bilo v Srbiji in kako je to bilo drugod. Se pravi, on vidi v Sloveniji to intenzivno sekularizacijo in tu ga je zaskrbelo, je iz intervjuja, torej diplomatsko vidno, za te vrednote in tudi za vpliv krščanskih vrednot v življenju Slovenije. Ne? In je potem celo dejal, da smo kristjani na Slovenskem tega sposobni, da bi nekako pričevali za krščanske vrednote oziroma za Kristusa v Sloveniji, kot smo bili nekoč v preteklosti. Ne? Celo nas je tako malo pohvalil. Tukaj on kot teolog, kot škof, kot pastir cerkve, vidi tole. Posod tam, kjer je cerkev postala
pričevanjsko prisotna v obliki mučeništva. Tudi če je bila poražena na raznih stopnjah in pa v različnih obsegih, je pa možnost prehoda iz podzavestnega pričevanja za Kristusa, za Boga, za cerkev, v zavestno pričevanje vedno večje, kot pa tam, kjer tega preganjanja ni bilo. Se pravi, preganjanje v ljudeh sproži globinski proces racionalizacije svoje vere. Zakaj se nam je to zgodilo? Kakšni so bili zunanji razlogi, kakšni so bili ideološki razlogi za preganjanje, kaj se je s tem hotelo doseči, zakaj se je neki gnev znesel tako, kot se je, ker ni slučajno. Ne? In v našem primeru so to storili bivši kristjani. Vsi, ki so preganjali cerkev v Sloveniji, so krščani. Ne? Ja, vendar kljub temu so da bivši kristjani, ampak lahko pa verjetno smo tudi malo samokritični. Ne? Ja, ravno smo sredi različnih zanimivih afer, ki jih pač doživljamo. In mogoče res cerkev je velika organizacija in njena glavna stvar je ta svetost, pač en način življenja, pač zavračamo slabo, želimo biti dobri in se vedno oziramo naprej. To je naša glavna vrednota, vendar se mi zdi, da smo pa le včasih preveč togi in prepočasni. Gledam zdaj, konkretno pa naši televiziji, ne, je veliko pozitivnega odziva tudi strani, bi rekel, vodstva cerkve, ampak počasi se te stvari premikajo, bi rekel skoraj da včasih prepočasi. Pa ne samo to, tudi ljudem nismo včasih zanimivi. Ne? Zdaj, našo pastoralnimi prijemi smo preokorni in premalo aktualni in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi, da lahko kar veliko pogledamo tudi samokritično. No, to sporočilo, da je rekel, da smo vsem tega sposobni. Ne? Ja, oni to on bere v tej luči, ne? Da cerkev, ki je šla skozi pričevanje, da ima v svoji zavesti in podzavesti ta kapital, kako najti tudi človeško oprijemljive razloge in pa razlage, zakaj je do tega prišlo. Ne? In to je potem začetek nove evangelizacije, to je potem začetek pokristjanjevanja družbe, ki je nasilno izločila krščanske vrednote iz svoje srede. Ne? In tukaj ti procesi pa so kakovostno drugačni. In to nuncij pove. Ne? In zato je tudi on bil stalno zelo dejaven, stalno spremljal vse velike dogajanja v Sloveniji in skušal razumeti, za kakšen proces se pravzaprav gre. Ne? Torej, v tem daljšem odgovoru na drugo vprašanje med pogovorem gospod apostolski nuncij navede tudi nekaj pobud, ki jih je on sam sprožil v svojo službo v Sloveniji. Predvsem je hotel ustvariti večjo bližino med škofi in duhovniki, in člani Božjega ljudstva in vsemi ljudmi slovenski družbi. Torej, gre za to večjo povezanost in za ustanovitev novih škofij. Tudi to je neka pomembna naloga bila, ki je zahtevala enega izkušenega človeka. Delo škofov, potem tudi z bogoslovci, so to povezanost cerkve, bliže priti ljudem, nove škofije, upamo, da so to uresničile ali da se kaže, da je res zdaj mogoče škofije ali duhovniki bliže ljudem. Torej potem pa delo z mladimi, duhovne poklice,
ker v Sloveniji imamo zelo veliko pomanjkanje za duhovnih poklicev, bi rekel, verjetno tako slabo še nikoli ni bilo, ne? In tudi kaže nek barometer stanje naše vernosti, našega krščanstva na tem področju. Torej, zakaj so te poudarke dal apostolski nuncij, ne kakšne druge, recimo? To je malo zato, ker je to bilo vprašanje direktno njemu, kakšne pobude je on dal, ne, in te pobude je dejansko dal. Ne. To se pravi, tukaj je odgovoril na zelo konkretno vprašanje, ciljno vprašanje, zelo jasno pa precizno. Ne. Tako da to je za enega diplomata, jaz sem se čudil, da je tako odgovoril. Nekaj bi lahko povedal tako bolj nasplošno, ampak je te se je navedel. Dejansko je res to, ne, da ker je vera iz poslušanja in je vera tudi iz moči pogovora v cerkvi, ne, je ta prepad med duhovniki in škofi, na eni strani pa verniki, strani Božjega ljudstva, umetno sprožen, velik, ne, in pa prepad je tudi zaradi tega, ker pri nas celoten šolski sistem sploh tega vprašanja ne obravnava. Ne? Vprašanje vernosti ni sestavni del pouka. Kljub temu, da je človekova verska razsežnost temeljna razsežnost, ne globlja. Ne? Naša šola ne uvaja mladega rodu v to, kako v sebi videti, razvijati, voditi in pa obrniti to razsežnost. Versko, recimo, če te oprosti, ker ti malo skočim, zanimivo se mi tudi zdi to, oziroma mi je žal in na nek način pa tudi razumem, da nimamo niti nobene moralne teorije ali neke morale. Ne? Recimo neko morale, nimamo morale, ker se nekako niso dogovorili, pravzaprav kaj sploh je moralno, kaj ni moralno, ali samo situacijska morala. In potem se pa čudimo, recimo, če gremo na skriž z zakonom, ne? Ki nikogar pa ne učimo, recimo, kako naj živi, ali zakaj je to potrebno. Ne? Ja. Če že ni nekega verskega pouka tudi, ali pa vse pouka verska, ampak neka morala, neki način ravnanja bi pa moral biti samo zakonik, če ne boš to, boš dobil po glavi. Ne? Ja, ja. Ni pa odzadaj logike, zakaj jaz bi moral biti takšen in drugačen. Spravi, ni neke moralnega poučevanja, kar se mi zdi temeljno. To je on rekel, ne, da to je ta pogovor med duhovniki in zverniki, ključnega pomena, da se te stvari sprožijo. Da sproži vprašanje moralnosti, vprašanje odnosa do Boga, do evangelija, do moje vesti, do poštenosti, do bližnjega, ne, do njegovega dostojanstva. In on, jaz sem se tako razumel z tega pogovora, pravi tole, ne, da v cerkvi, ki je skupnost, ki se med seboj pogovarja, je to prisotno, ne? Ker ko mi gremo k maši, ko prijemo zakramente, ko skupaj molimo, so te stvari prisotne, ker to je vsebina. Ne? To je vsebina zakramentov, vsebina molitve, ne? Vsebina biti skupaj v cerkvi. In to se dogaja na bolj ali manj jasen način. Zato je ta bližina med duhovnikom in pa skupnostjo, ki jo duhovni vodja, pa za katero je postavljen, bistvenega pomena. Potem za škofije je rekel tole, manjše škofije, več škofij zato, da je škof lahko večkrat prisoten v župniji. Ne, da ima manj duhovnikov, s katerimi ima potem več možnosti, več stikov. Ne. Recimo, če ima škof 400 župnij v škofiji, je nemogoče, da v 7 letih obide škofijo. Vprašanje, kaj pa tisti škofi, ki imajo po 10 milijonov, ima pa 6 pomočnih škofov. Keln ali kaj podobnega. Ne? Ima pa 6 pomočnih škofov. 6 pomočnih. Ampak to je tisto zgodovinsko posebej slučaj.
ampak gre za te redne škofije, povemo manjše škofije, in pa zato, da tam škof je dejansko prvi učitelj vere in je, povemo, na dosegu roke, ne? Je prisoten, je lahko prisoten, ne? In lahko poseže. V tem smislu je ustanovitev škofij nuncij videl kot pomoč, ti si prvem poslanstvu, ne? V znanjevanju vere pa izpovedovanju vere v skupnosti. Potem za to, da je blizu bogoslovcem, prav gotovo, ker danes je verjetno malo škofov, ki lahko povedo bogoslovcem, kakšno dovoljno škodilo jih čaka čez 15 let. Prej so to lahko povedali, ne? Danes je pa vse tako hitro, ne? In da moraš dejansko bogoslovca vzgojiti v neki modrosti, da on v mladih letih, ko stopi v dovolniško službo, da že z prvim dovolniškim dejanjem ve, da stopi v kompleksno družbo, ne? In da mora stalno razlikovati, kaj je boljše, ne? In kaj je tisto res božje, kaj je res evangeljsko, kaj človeka dejansko odpira Bogu, ne? Kaj pa ga zapira pred Bogom. In zato je vzgoja bogoslovcev, tudi strani škofov, danes problem. Ker on, ko bo bogoslovca posvetil, bo zahteval od njega pokošnost sebi in svojim naslednikom. Ampak se morate vprašati, sem ga zato vzgojil. Da tu ne pride do nekih stanj, ki so potem preveč zahtevna ali pa tudi preveč boleča, ne. Potem vprašanje dela z mladimi, ne. Danes... Mladih nimamo, ne? Ja, to pa zato, ker mladi težko najdejo povezavo med svojo mladostno razigranostjo in pa tem, da če bom zvest krščanskim vrednotam, da bom v življenju kakorkoli tudi uspel. Te gotovosti danes mladi nimajo. Zato živijo tako iz dneva v dan, oziroma odreagirajo na ponudbo. Kristjan je pa zmeraj človek, ki sicer živi v skupnosti, odreagira, ampak ve, kaj hoče. Ne? Je človek, ki je na poti k Bogu, je človek, ki se je odločil za to, da bo evangelij vzel resno, da vzame evangelij resno, da potem tudi bližnjega spoštuje kot kristjan. In zdaj v mladem človeku prebuditi tako držo in pa notranjo smelost, pogotovo, da se to odloči, to je vzgojni in pastoral problem. Ne? Je to izziv. Ne? In danes je to sigurno težje, kot pa je bilo pred leti, recimo. Ali pa še nismo našli enega načina, kako to razsežnost mlade duše nagovoriti tako, da se to v njej prebudi kot gotovost. Imamo tudi primere mladih, ki so že v rani mladosti dosegli modrost zrelih let. Ne? To meni, da je neka možnost je, ne? In neki izziv je. In v tem smislu je on na te svoji opozoril v tem odgovoru, da je on tukaj bil zelo prisoten, da je na to opozarjal kot direktno poseganje v neko stanje v eni konkretni cerkvi, ki je cerkev na Slovenskem. Ne? Spravi, sigurno nimamo mladih, nimamo mlajših zakoncev, vse večino. Nekatere zakonske skupine in pobude za pastoralo zakoncev so dokaj uspešne, vendar moramo, se vsi zavedamo, da nimamo te sredine in tudi, bi rekel, zelo malo je res takih pametnih, pa gorečih, pa aktualnih vernikov. Danes na župniji imamo eno peščico ljudi, zelo malo, potem pa tudi razna gibanja recimo prinesejo en ta srednji sloj, pa mlajši sloj tudi,
ki so verni oziroma vedo, kako naj živijo, da jim vera res pomeni nekaj osrednjega. Tako da bi rekel, ena mala čreda je to, ne? Kakor pravi Jezus, ne boj se mala čreda, oče ti namenil dati kraljestvo. Ne? No, tukaj mislim, da je Nuncij rekel to posredno, s tem, ko je zelo naglaševal vsebino. Ne, mi smo danes prepričani, vse večinoma smo prepričani, da človek pride do velikih spoznanj preko raznih metod. Ne. Mi pridemo do velikih spoznanj, da neko resnico vzamemo resno. Ne. To je pot v modrost. Ne pa metoda. Metoda je, kako jaz neko oviro v drugih stvareh obvladam. Ampak, ko pa človek išče smisel v svojem življenju, je pa tu neka druga dinamika. In zato je ta peščica, o kateri se zdaj pogovarjava, silno pomembna. To so ljudje, ki so našli vsebino v svojem življenju. In ti potem so možni evangelizatorji. To je rekel Načkov v Torontu, Kardinal Ambrožič, ko sem ga vprašal, zakaj si je prizadeval, da bi bil svetovni dan mladih v Torontu. Je rekel, pravi, jaz kot Načkov sem odgovoren za to, da evangelij med verniki na tem področju, kjer moja škofija živi in to čim bolj. In sem premišljal, kako bi to dosegel med mlajšimi od 30 let. In edina varianta, je rekel, je bila ta, da naredimo dogodek, ko bodo mladi, med seboj enaki, si povedali o tem, kako je vsak od njih kristjan, oziroma kako postaje kristjan. In to je svetovni dan mladih. In zato sem takrat prosil papeža, naj bo to Toronto enkrat, da pridejo mladi z vsega sveta, da našim Torončanom povedo, kako so kristjani, kjerkoli so. In da je to tisti navdih, ki se bliskovito prenese v srečanju med mladimi. In on kot biblist, kot strokovnjak za Sveto pismo, zlasti Nove zaveze, je videl, da je nekako naslutno, da je to tudi bila moč prve cerkve. Kristjani so bili ljudje sredi poganskih vernikov, verujoči v druga božanstva, so bili sposobni tako nagovoriti svoje sodobnike, da so rekli, da je krščanski način pristopanja k resnosti življenja najbolj učinkovit, najgloblji, nagovorno najmočnejši in tudi vsebinsko tak, da te zadovolji. In v tem smislu je Nuncij nekako hotel tudi dati to spodbudo, pa tudi opozorilo, skušajte na ta način nagovarjati današnji mladi rod, ki bi naj po vseh izračunih, po pedagoških kriterijih, po načrti bil ateiziran. Ker za naša šola je ateistična šola, to ni kaj. In v tem smislu je on to videl in tudi je nekako se mu zdelo, da je tak pristop med najbolj obetavnimi za prihodnost. V nadaljevanju intervjuja pa je kar nekaj besed bilo o televiziji Exodus. Tako lahko rečemo, je Nuncij dal specialni intervju samo za našo televizijo, kar je posebna čast. Posebna čast. Jaz sem ga vprašal, če bo dal, ja. Tako, imamo unikatni, smo edini. Torej, gre za to, da je on poudaril, nekako naj bi televizija, kot je naša,
bi naj šlo predvsem za resnico, torej za spoštovanje resnice. Ne? To je malo tako nediplomatsko, ne? Zato ker diplomati so tisti navadno, ki resnico mogoče malo diplomatsko povedo ali ne povedo in tako naprej, ampak pravi, naj bi nam šlo za resnico. Kako je to, prvi del tega vprašanja, kako je on mislil to za resnico, v kakšnem smislu, da naj bi našlo predvsem za resnico? Jaz mislim, da najprej to je teološka zadeva, ne, ker sedanji papež je napisal v okrožnici Caritas in Veritate, ne, se pravi ljubezen v resnici, da je bravohotno držo do bližnjega mogoče uresničiti samo tako, da drugemu sporočiš resnico o sebi in resnice, ki jih ti veruješ. Ne? Ker če je razum naša najbolj odlična sposobnost, poleg svobodne volje, ne? Se pravi, da jaz kot kristjan, ko se odločim za to, da bom šel po Božji postavi, da bom Boga ljubil, da bom tudi imel ljubečo držo do drugih, to najbolj storim takrat, ko tudi nagovorim človeku drugo ali pa enako, največjo odliko, ne? Da je razumno bitje. In predmet razuma je resnica. Naš razum išče najprej skladnost med tem, kar je, in pa med tem, kar je on sam sebi, in med tem, kar je stvarnost. Ne? Se pravi, adekvacijo mentis ad rem. Se pravi, da se poistoveti s razum, s svojo spoznavno sposobnostjo, poistoveti s stvarnostjo tako, da jo vidi tako, kot je. Se pravi, da resnica me nagovori in mi da notranjo gotovost za moje delovanje in s tem usmerja tudi moje svobodno delovanje tako, da to ni ogrožajoče za bližnjega in da je zmeraj tudi pot k Bogu, ki je resnica sama. In to je ta teološka predpostavka oziroma stališče cerkve. Pa že Kristus rekel, da je on pot, resnica in življenje in da nas bo resnica osvobodila in da je on na to spomnil prav, ko je govoril o televiziji. Spravi, sigurno resnica o človeku, resnica resnica tudi v medijih, mogoče, ko se toliko laže. V tem smislu, spravi, resnica, sigurno pa tudi v tem smislu, kot je Jezus rekel, jasno, resnica. Ne? Tako. Ne? Spravi, ta pogled, Božji pogled na človeka. Tako, prvič to, drugič pa tudi človek je po naravi iskalec resnice. Ni miren, dokler najde stvari tako, kot so. In takrat, ko to spozna, takrat potem išče naprej. Ne? In v tem smislu je iskanje resnice, je zmeraj tudi iskanje resnice o sebi, ne? Pa tudi dajanje smisla samo o sebi, svojemu življenju. In medij, kot je televizija, je privilegiran medij, ker tukaj mi o resnici govorimo, jo vidimo preko slike in tudi vidimo v procesu dogajanja, se pravi tekoča slika. In zato je v tak medij, kot je televizija, ne, je po svoji notranji pa moralni obveznosti nujno zapisana resnici. Mi ne moramo govoriti banalnost, ne? Nekaj, ja, za zabavo, kot pa je papeški dokument, ne? Ampak življenje pa ni zabava in če je zabava taka, da me vodi k bistvu stvari, prav. Ne? Če je zabava taka, da me sprosti, tudi. Ampak tisto osnovno sporočilo televizije, zlasti pa katoliške televizije, kot je naša, ne? Pa je le, to je ta temeljna opredelitev za resnico, da tisto, kar vsak od nas, pa vsi skupaj dejansko poznamo kot resnično, da tisto povemo. Ne?
In to povemo tako, z vsem spoštovanjem, z sozavestjo, da je vsak izraz resnice tudi nekje v nekih okvirih, ampak je spet pa tak, da je odprt za globlje spoznanje, to pa je. In v tem smislu on želi, da bi televizija, glas je pa katoliška, bila zavezana zapisna resnici, ker tako potem je najbližje in pa najbolj učinkovito sredstvo med najbolj učinkovitimi sredstvi oznanjevanja. In zato je ta poudarek za to povezanost med resnico in pa sporočanjem tako potreben. In tudi je rekel, če se prav spomnim v pogovoru, da smo kristjani dolžni pomagati med seboj in pa tudi drugim, da čim bolj stvarno spoznamo stvari take, kot so. Da smo nekje v stiku s stvarnostjo. Ja, recimo resnica je tako močna beseda, in danes svet verjetno odgovarja enako s Pilatom, kaj je resnica. Kaj je resnica? Ko je Jezus rekel, jaz sem resnica, ja, spričam resnico, kaj pa je resnica. No, dejansko, zdaj smo že tako daleč, da se dejansko sprašujemo, kaj sploh res je. Kje so tiste prava resnica, kje je, in to je pravzaprav zelo žalostno. Ja, po eni strani, po drugi strani pa... Če bi iskali, dobro, hvala Bogu, če iskanje je v redu. Po drugi strani pa, zdaj sem to premišljal v zadnjih dneh, razlika med nevednostjo pa pametno nevednostjo je ogromna. Nekdo ne ve, da nič ne ve. Nekdo pa ne ve, da ne ve. Se pravi, da je tisoče stvari preveril, pa pove, to ni tako. Sokratov, vem, da nič ne vem. Se pravi, zdaj to spraševanje, kaj je resnica, če vzamemo vsega velika, pomeni, da današnji človek se sprašuje na globlji način o resnici. In to je Nuncij hotel reči, na ta globlja vprašanja skušajte dati odgovor. In v tem smislu je to zelo zahtevno poslanstvo in zelo zahtevna naloga, ki je naročil. Dobro, zdaj pač delamo, koliko moramo. Tako. Druga stvar v tem pogovoru, ki je bila v zvezi z našo mini televizijo, pa je bilo njegova želja, da bi televizija spoznavala in tudi nekako spoznavala ta znamenja časa in verjetno v tej smeri znamenja časa, znamen časa tudi potem temu ustrezno nekako oddala neko sporočilo. Zdaj, kako je on to mislil? Torej, tukaj smo zavedeni enega dejstva, da to, kar je v mediji, kot je rekel McLuhan, da to, kar je v mediji, to obstaja. Ampak v medijih je nekaj tisočink probila vsega tega, kar se dogaja v ljudeh. In v ljudeh se veliko dobrega dogaja. In te stvari odkriti, in tem stvarem dati besedo in da pride do izraza, da se to bi tudi potrditev. To pa je vloga televizije. In recimo povezati hrepenenje ljudi po večji pravičnosti, po večji odgovornosti. In da to tako povedati, da potem se ljudje dejansko odločijo za to, da tako živijo. To je vloga televizije. Vloga televizije ni to, da nekoga bombardira z agresivnostjo, ampak da to, kar Božji duh prebuja v ljudeh in kar dejansko ljudje se v srcu odločajo za dobro, da tisto potem dobi mesto na televiziji, pa dobi tudi priznanje in da dobi potrditev in da tudi potem preko televizije navdihne druge. Zato je medij, to je posrednik. Medij pomeni posrednik. Da mi posredujemo stvarnost, ki je med nami. Mislim, zdaj, če gremo zdaj iz tega studija,
kogarkoli srečava, lahko predpostavlja, da je to rudnik človeških doživljanj. Ampak mi ga samo vidimo, gre mimo že gospa, mimo gospod, kaj se v njem dogaja, tega pa ne vidimo. Ne? Ampak znati te stvari odkriti pa sprostiti, ne? Pa da potem delujejo z svojo dobro močjo, to pa mislim, da je vloga televizije. Ne? In v tem smislu znamenje časa so to tudi to, ne? Kako videti, zakaj se ljudje pa le tako odločajo kot vse in ne drugače. Ne? Zdaj pa naloga novinarja, recimo tebe kot direktorja, ne? Da ti, ko program zamišljaš, ne? Da vidiš te dobre stvari, ki so med ljudmi, pa še ni v javnosti. Ne? To je neznano, to ne deluje tako, kot bi lahko. Ne? Dajmo temu dejstvu, tej stvarnosti pot v ljudi. Ne deluje. Ne? To je zdaj to branje znamenja časov. Ne? To zdaj, v tem smislu je Kristjan zmeraj, kot pravi Karl Rahner, globok poslušalec Božje besede. Ne? Mi smo zmeraj poslušalci Božje besede. Bolje si, ko beremo razumeti besedo, bolje si, ko poslušamo našo vest, bolje si, ko molimo in v molitvi preverjamo, ali je to, kar molim, to identično z mojo notranjostjo, z mojo vestjo, z mojim delovanjem, in takrat poslušam, ne, kaj se v meni dogaja. Ne. In v tem smislu človek je poslušalec. In kadar ta nagovor, ki je v človeku živ, pride v medij, potem sproži v bližnjih neko novo plemenito dogajanje. In v tem smislu znati dati takim ljudem, ki imajo te sposobnosti, besedo na televiziji, ne, in jim omogočiti, da to izrazijo, kar so, to pa je služba resnici. Ne. Tako. Nekaj je bilo tudi govora o tem, zakaj bi naj molili preko te naše dejavnosti, torej zakaj bi naj naši gledalci molili, in potem sta nekako prešla tudi na vprašanje pravičnosti v slovenski družbi. Ne, iz molitve, zakaj bi naj molili, tudi na pravičnost v slovenski družbi. Torej, to je imel tak močen preskok. Ne vem, ali bi naj molili za pravičnost, zelo več pravičnosti. Ljudje so v tem času razočarani, ne verjamejo več ne v cerkev, ne verjamejo v državo, ne verjamejo vodjem, ne verjamejo v politiko, ne verjamejo več nič, niti v evro več ne, ker cene gredo gor. Torej, ljudje so na nek način razočarani. Naj bi molili za pravičnost, torej potrebujemo neko pravičnost danes v naši družbi, pa mogoče celo v Evropi ali v svetu. Torej, so te razne afere, ko so Wikileaks potem daje ven eno stanje tudi diplomacije, ki je malo drugačno, se pravi prikazovanje resnice, ena resnica na zunaj, ena je resnica nekje v ozadju. Torej, v tem smislu je verjetno on hotel, da bi nekako utrdili pravičnost. Kako razumeš to njegovo trditev? Jaz mislim, da vsak kristjan, ali pa vsak katoličan najprej, ne, mora dejansko moliti, da bi prav razumel cerkev. Kaj je cerkev? Ne? Ker cerkev je vesolni zakrament odrešenja. Ne? Se pravi, je skupnost odrešenih, kjer je greh prisoten, dobija prisotna, so tudi prisotni akterji in svetosti in greha. In to je eno delovanje, ki je stalno
prisotno in živo, in to je ta velika življenjska borba med dobrim in zlom po eni strani. In sedaj molitva za cerkev pomeni znati sredi vseh teh trenj in vseh zmag dobrega nad zlom, ne, videti tiste najbolj uspešne, ne, in se tam tja bolj usmerjati. Se pravi, to je molitev za cerkev pomeni znati usmerjati svoje moči v tista področja, kjer je cerkev dejansko zakrment odrešenja. To je ta teološki vidik. Drugi vidik molitve za cerkev je to, da prav vidimo učinkovitost vere do raznih stanj v življenju. Najprej na osebni ravni, potem na družbeni, ne. Pravičnost, zdaj, kot je on omenil, ne, je po koncilu in je stalno bila v cerkvi ključna kategorija v tem smislu, da krivica je zlo, je bistvo greha, ne. In ker smo kristjani v borbi zoper zlo, za svetost, je delo za pravičnost sestavljen delom našega življenja. Mi ne moramo reči, ne, da je neko stanje pravično, ko pa ni. Je pa spet res to, da smo kristjani pa poklicani, da se borimo za bolj pravično družbo. To je pa ena velika novost, en optimizem, da je neko stanje mogoče izboljšati, zato ker verjamemo v moč milosti po eni strani, po drugi strani pa v moč dobrih odločitev, in da je možno doseči neko kakovostno življenje, ki nas bolj navdihuje in bolj zadovoljuje, kot je sedanje. In v tem smislu kristjan zmeraj odgovarja tudi na svojo temeljno usmerjenost k Bogu, ne. Ker mi smo na poti k Bogu, se pravi, smo poklicani, kot pravi apostol Pavel, da rastemo iz milosti v milost, ne, da presegamo razne stopnje popolnosti, ne nepopolnosti. Ne, da stopamo v višje stopnje popolnosti, in to je potem to delo za pravičnost, kot je on mislil, ne, v tem intervjuju, in da je to stvarnost, ki je zmeraj prisotna in je način, kako smo mi na poti k Bogu. Delo za pravičnost, ne, je način, kako sem jaz kristjan v svoji družbeni razsežnosti in pa v pravičnem odnosu do dobrin tega sveta in pa do vsega tega, kar na tem svetu, v tem življenju doživim, podoživljam in uresničujem, da je to vse odprto k neki bolj popolni stopnji. In zato je en tak optimistična drža, ne, zdaj, ko mnogo več ne verjamejo ne v cerkev, ne v državo, to pomeni, da so se nekatere zamisli o popolnosti izčrpane, po eni strani, po drugi strani pa pomeni, da smo pa poklicani, da zamislimo bolj popolne. To je pa težko. To ni lahko. Zamišljati družbo prihodnosti, Tomaž More, ki je bil svetnik, ne, je to zamisel opisal kot utopijo, ne. Ampak če pa danes njegovo utopijo prebiramo in vidimo, kaj vse se je uresničilo od tega, kaj je on napisal, ne, recimo v evropski kulturi, 6 let po njegovi smrti, ne, vidimo, da ni bila utopija, da je bila realna možnost, ne. Ampak zato so delali mnogi kristjani, ne. Oni je zamislil, ne, izvedli so jo pa na tisoč načinov drugi. Ne. V tem smislu je kristjan
zmeraj s to preroško držo. Ne? Veliko stvari je že narejeno, veliko stvari je pa še treba narediti. Ne? Božje kraljestvo je že tukaj, pa še ni popolnoma tukaj. Ne? Milost deluje, ni pa še čisto zmagala. Ne? To so v teh napetosti, ko kristjan zmeraj nekako iz svoje gotovosti stopa v prihodnost, v negotovost, ampak ne več z negotovostjo, pa z gotovostjo dosedanjih izkušenj. V tem smislu je ta analiza, pa ta nasvet, pa povemo, to priporočilo, ne, zelo krščansko. Ne? Tako, vsekakor. Končujemo s krščansko popolnostjo. Torej, izgubljamo dobrega nuncija, kot vidimo, in mu želimo vsekakor dobro pot naprej v tej njegovih odgovornih službah. In on je tudi pokazal, da smo mu Slovenci prirasli k srcu s temi svojimi dobrohotnimi nasveti in odzivi. Svojo službo je opravil dobro, ne? In nam potem poslal še svoj blagoslov kar po televiziji, vsem gledalcem in vsem prijateljem tudi naše televizije. Torej, ali je to običaj, da en tak intervju se konča kar z blagoslovom? Mislim, da ne. Poznamo papeža in pa ko daje Urbi et Orbi izven svete maše ali pa zgolj pri svetih mašah dajo blagoslov. On pa je to neko izjemo naredil. Torej, izjemo v tem smislu, da ni on predložil. Ne? Mi smo ga prosili za blagoslov, da ga je pa dal, je tudi izjema, ne? Kaj bi lahko rekel, vse sem že odgovoril. Kot škof je pa dolžan blagoslavljati človeka, to pa res ne. No, kot ta škof, ne. Tako da v tem smislu je opravil svojo duhovniško službo, ki jo ima v polnosti, zakramentalni popolnosti, ne. In lepo pa je, da naredil pa zelo prisrčno, ne. Ko smo lahko videli iz posnetka, brez vsakega obotavljanja, brez vsakega pomisleka, ne. In res tudi z pobožnostjo, pa zavzetostjo, pa tudi z dostojanstvom, ki je primerno za tak trenutek. Ne? Ker dati Božji blagoslov ni samo človeško dejanje. Ne? Za njega to pomeni tudi, da je drivec Božje milosti, Božjega bogatstva. Ne? Ne? In v tem smislu je to pravo teološko dejanje. Ne? Se pravi, da ima svojo vsebino, pa svojo moč. Ne? Tako, tudi mi smo prišli do konca tega najinega pogovora. Dragi gledalci, ostanite z nami, da bomo tudi mi še lahko naprej z vami. S patrom Janezom vas prav v srcu tudi midva blagoslavljava. Želiva obilo blagoslova in pomoči Božje v vašem življenju. In vse dobro in se ponovno vidimo na naši televiziji Exodus.